Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes na svet hujšanje s pomočjo hormonov. Obstajajo 4 ključni hormoni, ki jih moramo razumeti, kako delujejo in zakaj prav ti hormoni pripomorejo k temu, da se naše telo preoblikuje, da se stopi odvečna maščoba, da se mi pomladimo in da se počutimo dobro. Prvi hormon, ki vpliva na cel sistem, je rastni hormon. Mogoče pomislite, da je pa rastni hormon, pa to so otroci, pa dojenčki. Ne. Vsi proizvajamo rastni hormon, res pa je, da po 30. letu se vedno bolj počasi proizvaja in nekje tam okrog 50. leta, če mu malo ne pomagamo, se popolnoma neha proizvajati. In to pomeni, da ga lahko spodbudimo s tem, da vsako noč pod prvo spimo. To je najbolj pomembno, ker začne se proizvajati rastni hormon po 2 urah trdnega spanja. To je prva zadeva. Druga zadeva pa, proizvaja se samo, če jemo pravo hrano. In zadnjič sem že v enem od videov govorila o avtofagiji. To pomeni, da ne blokiramo celično presnovo. Celično presnovo mi blokiramo s tem, da jemo sladko hrano. Se pravi, zvečer samo en košček čokolade. Veste, tisto pogajanje ali pa sadje zvečer. Zvečer lahko jemo samo zelenjavo in beljakovine in s tem se potem tvori rastni hormon. No in seveda potrebujemo omega-3 maščobno kislino in C-vitamin. To sta sicer 2 prehranski dopolnili, ki vam jih toplo priporočam, če želite spodbuditi delovanje vaših hormonov. Naslednji hormon, ki topi maščobo, je pa hormon DHEA. V bistvu to je hormon, ki nimamo slovenskega imena in ta hormon pa vpliva na topljenje maščobe, ki se nabira okrog trebuha. In spet, kako tega spodbudimo, oziroma kako ga blokiramo, vam bo bolj jasno. Blokiramo ga s tem, da bolj kot smo v stresu, manj se proizvaja hormona, ki topi maščobo na trebuhu. Ker prav maščoba na trebuhu je povezana s stresnim hormonom in če zvečer gledamo zadnje večerne novice, če poslušamo vse možne novice z celega sveta, kaj gre narobe, in vemo, da v tem času gre veliko stvari narobe, mi s tem točno blokiramo hormon, ki topi maščobo na trebuhu. In spet, s čim ga spodbudimo? Spodbudimo ga s tem, da smo čim bolj v miru zvečer, da jemo zvečer beljakovine in zelenjavo, da vzamemo omega-3 in C-vitamin in da spimo. Naslednji hormon, ki vpliva na topljenje maščobe, je pa hormon inzulin. In hormon inzulin je pa tisti, ki odpira celična vrata. No zdaj pa kako temu pomagamo, da čim večkrat odpre celična vrata in da pride do kurjenja. Spet pojmo na drugo stran. S čim mi zapremo celična vrata? Dejansko celična vrata zapiramo vsakič, ko jemo hrano, ki ima visok glikemični indeks. Se pravi, hrano, ki ima veliko sladkorja, ta hrana blokira celično presnovo in to pomeni, da se tudi vrata zaprejo. In če so vrata zaprta, nič ne gre v celico in nič ne gre iz celice. Zato prav hormon inzulin, ki se mu z drugimi besedami reče hormon lakote, vpliva točno na to, da bolj kot se sprošča, bolj smo lačni, bolj imamo potrebo po sladkem, proti cukrmi padu in potem, ko jemo več sadja, ko jemo več čokolade, več sladkarij, bolj je blokirana naša presnova in vem, da mnogi ljudje rečejo, ne moram si pomagati. No kako ga zdaj spravimo v ravnovesje? Pod prvo potrebujemo pri vsakem obroku nekaj od beljakovin, druga zadeva, kar pa potrebujemo, pa je mineral krom, ki ga pa dobimo največ v vloženih gobicah ali pa v gobah kot priloga, lahko kot pražene gobe. V glavnem gobe vsebujejo mineral krom, ki preprečuje naval lakote. Druga stvar, prav pri inzulinu je pomembno še to, da pri vsakem obroku pač pijemo beljakovine in naslednja zadeva je še hormon leptin. No, ta leptin, to je pa 4. hormon pri hujšanju. Hormon leptin, ga pa moramo razumeti, da če ga imamo premalo, smo pri istem obroku nepopisno lačni in pojemo tudi za 30% več hrane. A veste tisto, veš, da si pojedel dosti, pa enostavno ne moreš nehati. No, to je hormon leptin.
oziroma pomanjkanje, ki te sili, da ješ več, kot bi sicer pojedel. Zdaj pa s čim ga spodbudimo, da ga imamo dovolj? Prva stvar je, da spimo. No, pa smo spet na začetku zgodbe. Druga stvar je, da imamo redne obroke in predvsem zajtrk. Redni zajtrk. Kdor izpušča zajtrk, se mu sproži nasprotni hormon, ki je pa grelin, ki vpliva na to, da potem čez dan pojemo prevelike obroke in enostavno ne moramo nehati jesti in potem še po cukru posegamo. Naslednja stvar pa je, da svoje telo peljemo na sprehod in da 20-minutno gibanje na dan spodbudi hormon leptin in leptin pa potem začne črpati, da si boste lažje predstavljali. Hormon leptin je vratar, se skladišči v maščobi in je tisti, ki sporoča možganom, koliko imamo zaloge v našem telesu. Se pravi, ko mi želimo spodbuditi naš hormonski ustroj, je najbolj pomembna zadeva ta: umiri se, da aktiviraš v možganih rastni hormon, da zmanjšaš proizvodnjo stresnega hormona, da povečaš hormon DHEA in da hkrati spodbudiš vse ostale hormone. In naslednja stvar je pa potrebno jesti in dejansko pospešite hujšanje v povezavi s hormoni. Vem, da mogoče vam je veliko informacij, ampak v osnovi so pa toliko enostavne zadeve. In a veste, kaj je pa osnova? Ja, in moraš se imeti majčkeno rad. Majčkeno rad, zaradi tega, ker kdor se ima majčkeno rad, pomeni, da gre dovolj zgodaj spat, pa da je zdrave obroke in da se neha zlorabljati slabo hrano. In zdaj za konec tega videa še par kart prehodov v novo dobo, pa vam razložim, kaj je ta trenutek za vas najbolj pomembno. Začnite biti hvaležni za vse to, kar je v vašem življenju. V vašem življenju je 1000 stvari in dajte zmanjšati, dajati pozornost temu, česa ni. Ker vsak lahko reče, česa ni. Seveda, lahko se zgodi, da kup stvari ni, ampak vsi nekaj imamo. Imamo streho nad glavo, imamo kaj za obleči, smo mogoče med ljudmi, ki nas imajo radi in mogoče bo bil čas, da kakšno stvar tudi spustimo, pa bodimo hvaležni za tiste najbolj osnovne zadeve. Drugo sporočilo je prišlo nova energija. Nove ideje prihajajo kot sporočila, prebliski in slike, ker pred vami je novo obdobje in ta slika vas novih. Ko se vidiš, kako si zadovoljna v svoji novi podobi, lejte, ena gospa me je danes poklicala in je rekla, da pred koronavirusom, pred karanteno je bila na enem od mojih predavanj in je začela na ta način se prehranjevati in je v teh mesecih, a veste koliko, znebila se je od večne kilaže 15 kilogramov. Ona je povsem nova, ker je dovolila, da se začne drugače, da začne iskati ljubezen do sebe in je začela delati vse, kar njo spodbuja. In ja, naslednja zadeva, blagoslov. Blagoslovljena sem med vsemi ženskami in blagoslovljeni so vsi, ki pridejo v stik z menoj. In to je moja energija in vaša energija, ta nežna energija, ko nekaš biti, kaj bi mogel biti. A veste, ta nadzor, kako bi mogel biti, kako bi nekdo drug mogel biti. In zanimivo je, da ko razmišljamo kaj nam povzroča stres. Nadzor in pozamo prepustiti in smo navezani na nekaj in držimo. In mogoče, veste, če se zlepa ne stopi vaša odvečna teža, kaj pa če ste navezani na to, da sebe kritizirate? Navezani na to, da moraš biti ves čas pod stalno kritiko. In ko to počistiš, zdaj kako počistiti? Počistiš zdravilna molitev dekodiranja, potreba po nadzoru in po kritiki. Boste videli? Se bo zgodilo, da bo nova energija prišla, počistili boste vse staro in vse tisto, kar ne sodi več, naj odide, naj se naredi prostor novemu, ker vi ste boginje na zemlji in vi, moški, ste bogovi na zemlji, ker vsi smo ustvarjeni po božanski podobi. Tako da imejte se lepo, imejte se radi, razumite vaše telo, zato vam vse to govorim in naslednji video jutri bom govorila o tem, kako
kako deluje ščitnica in kako si s pomočjo ščitnice pomagamo do dobrega počutja. Imejte se radi in uživajte v življenju.